Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kar se tiče Marte Kos, mislim, da več ali manj jasno, da Marta Kos predstavlja in zastopa drugačne vrednote kot Nova Slovenija. Zato Marta Kos ne more računati na mojo in podporo Nove Slovenije. Kar se tiče samega slovenskega postopka, to, kar je bilo javno napovedano, predsednik odbora zadev Evropske unije, Franc Breznik, je dejal, da za sklic seje želi odstopno izjavo in pa pismo von der Leyenove. Odstopno izjavo je dobil, pismo von der Leyenove ne, in predsednik vlade je napovedal, da te zasebne komunikacije ne bo razkrival. Kar pomeni, da če bo vsakdo držal svojo besedo, na čemer je trdil, bomo neverjetno imeli šele naslednji petek sejo OZEU-ja, kjer se bo Marta Kos predstavila slovenskim parlamentarcem. Kar pomeni, da se bo morda lahko celoten postopek oblikovanja Evropske komisije še nekoliko zategnil. Kaj se bo v torek zgodilo? Opcije sta dve. Lahko se bo načelno pokazalo, kakšna bo razdelitev nekih resorjev, zgolj kot informacija, lahko pa se bo ta čas, ko Slovenija nadaljuje s svojimi nacionalnimi postopki, izkoristila še za nadaljnja usklajevanja in se tudi v torek ne bo nič zgodilo, tako kot se ni zgodilo to sredo. In če bo odločitev, da se po večjih političnih skupinah umakne oziroma zavrne najšibkejše člene, potem jaz mislim, da bi vse Marta Kos v skupini liberalcev znala biti med tistimi, ki bo na listi za odstrel, da za Slovenijo bi bilo boljše, da bi imela močne, politično izkušene komisarje, ker bi te komisarji lahko naredili tudi več za samo Slovenijo. In tukaj se jaz ne bom sprenevedel in zatiskal oči, ampak če pogledate, kateri komisarji so bili uspešni in kateri so bili najbolj izpostavljeni in videni, so bili tisti, ki niso nikoli pozabili tudi, z katere države prihajajo. Recimo, ne vem, samo Bretona pogledajte in boste videli, kako se je obnašal znotraj komisije v smislu celotne Evrope. Tako da jaz si bom drznil reči še eno misel, če že imamo trenutno levo vlado, ki ne želi upoštevati predloga Nove Slovenije, da bi o komisarskem predlogu soodloča tudi večina evropskih poslancev, da bi imeli neko širše nacionalno soglasje, potem sem jaz prepričan, da bi Slovenija bolj skoč prišla z kandidati, ki bi imeli resne politične izkušnje in tukaj se meni osebno zdi Tanja Fajon boljša kandidatka kot pa Marta Kos.